Swedish design, švedski dizajn, dizajn iz Švedske. Are you listening? You crazy mother. Danes bom govoril o švedskem dizajnu. Swedish design. Švedski dizajn je pač tisto, kar najbolj vsak od vas pozna. A se strinjamo? Ali imamo vsaj en kosik enega pohištva, ali pa vsaj spodnega od H&M-a. Tako da ja, švedski dizajn bo v fokusu tega vloga, deloma zaradi tega izdelka, ki je meni ful všeč, ampak da pridemo do tega švedskega izdelka, pejmo tako malo čez to, kar Švedi čisto res pomeni o dizajnu. Meni se je leta 2010 tako modil kupiti stvari, da sem šel lahko samo v Ikea in Ikea, tako je vse dobil in vse sam sestavil in imel stanovanje v enem tednu postavljen. Če pogledate to preprostost in evo te, to je švedski dizajn. Preprostost, trajnost, nekaj, kar ostane, kar ni kičastega, kar je decentnega, kar je malo tako kot švedsko vreme. Linear, ni velikih preskokov, ni kiča, ni baroka. In zato je švedski dizajn v bistvu ful odličen. Je pa doživel švedski dizajn v zadnjem času precej kreditov in eden kredit prihaja z avtomobilske industrije. In sicer Volvo XC40. To je en tak mali mestni crossover, čeprav ni tako mehen, ker je v bistvu tako kot Audi Q3 ali pa BMW X1, namreč postoji evropski avto leta. In Volvo Slovenija me je povabil, da grem ta avto pogledat. Gremo pogledat! Ops, tako izgleda po švedsko vreme v Kranjski gori. No, zdaj počakam na novinarsko. Jan je itak vidno prvi, ne, ker pač ne zna drugače. No, temu pravijo pa Thorovo kladivo, ne. Saj vsi, ki ste gledali te neverjetne in tako naprej. Thorov Hammer. Zdaj pa čisto na hitrca par stvari povedal. Avto ste od zunaj že videli na B-rollih. Gre za Volvo XC40, trenutno nosilca krone evropske avto leta, kar se je prvič zgodilo v Volvovi 90-letni zgodovini. Pa še ena stvar, prvič je dobil naziv avto leta, avto, ki je v bistvu segmenta terencev. Tako da tukaj za mano je tako en zelo fenomenalen primerek švedskega dizajna. Swedish design. Sicer je, bom rekel, švedsko nedinamičen, ampak poglej pa tako, kako dinamično lep je. Dejstvo, da sem jaz sakr za švedski dizajn, ne, pa tudi sakr za avtomobilske riti, ne. Tako da recimo ta od XC40 je tako samosvoja, ne, da je res lepa. Zdaj, v motorih ne bom preveč nakladil, no za mano je D4, ki ima tam, mislim, da 196 konjev in lahko vam samo to povem, da boljša motorna različica bo imel le 4-wheel drive. Najbrž vas vse zanima, kakšne bo cene tega lepoca, ki je za mano. Začne se ta avto pri 29.990 evrih in ima opremo Kinetic plus Business, kar pomeni, da je relativno veliko stvari na krovu in je avto že kar precej dobro založen. Seveda ga lahko individualno potem mogoče dopolnite z boljšimi platišči in par malenkostmi bo v bistvu to, tako da tako za 32-33 evrov že pride skozi z relativno primerljivim avtomobilom s tem, kar se skriva za mano. No, v kabini je približno tako kot vseh ostalih Volvotih, kar pomeni, da je vse skandinavsko urejeno in tako, kar lahko pričakuješ od Volvota. Tako da moram reči, da notranjost, vsaj tako, ko jo potipam, ja, bravo. To je Volvo super naredil. Tako, drugačen, pa zelo všečen. Meni je cool. Tep, te povej dol v komentarjih. Lajki, šerite video, povej dol v komentarjih, kakšen se ti zdi XC40. Meni se zdi, da bo kar uspešnica Volvota. Da bomo kar nekaj videli. Ali pa se kdaj zanimali, ali pa ste se vprašali, zakaj je toliko veliko Volvotov v ameriški hollywoodski produkciji? Some are born to change the world. Others
are born to save it. Lara Croft, you shouldn't have come here. You messed with the wrong family. The new Volvo XC40. Jaz sem naredil en research po internetu in v bistvu nisem dobil definitivnega odgovora. Večina odgovorov gre po smer, da so se nekje tam okoli 80. leta prikupili filmskim producentom v Hollywoodu na način, da so se odločili za product placementa, oziroma da so se med prvimi avtomobilskimi blagovnimi znamkami odločili za product placementa v parih filmih. In vedno, kadar producent v bistvu ne dobi avtomobila oziroma sponzorja za product placement v filmu, ponovadi zbere Volvota po defaultu, ker je pač to neškodljivo oziroma ker je Volvo v bistvu odprl ta market. Čeprav jaz ne vem, je temu tako čisto zares, tako da jaz moram to pri Volvotu preveriti. Če kdo med vami, ki ve, zakaj je Volvo v filmih toliko pojaven, kakor je, potem prosim dal spodaj pod komentar. A veste? Heute will ich sprechen über das skandinavische Design oder besser gesagt Swedish Design. Grüß Gott, ganz gut. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of